The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Ne dogaja. Evo, Petra je že jamra, da se nič ne dogaja, tako da sončki, dobrodošli nazaj, še en kolesarski čvek. On se z mano zopet gobezdala od Petre, tako da bo spet podcast full dolg. Tu, če imamo v planu, da bova krajšega naredila. Rekla se, da nimava full veliko Ja. zapoja. Nič, evo, mi da se glih pogovarjala, preden se začela, o čem se danes pogovarjala, jaz imam ene par tem še, oziroma eno temo, no. Ta prva stvar, ki moram povedati, Black Friday se zaključuje s koncem tega tedna, tako da tisti, ki vas še karkoli zanima, zdajle kar dosti kličete, kako smo odprti, bom probal to malo bolj jasno napisati še na spletni strani, da bo nekje na vrh gor, tako da evo, to je to. Pol bi pa mogoče začel, ker Petri niti nisem omenil. Jaz sem zdaj ta vikend, sem bil cel vikend za računalnikom in če sem čist fair, sem danes v ponedeljek kar malo zmatran, ker sem cel vikend probal narediti AI trenerja toliko, da je vse, da za vas lepo zgleda. Tisti, ki še niste testirali, boste imeli spodaj link v opisu, pa lahko kliknete gor. Se pravi, ne bom vam kaj preveč povedal, kliknite gor, pejte čez, pa boste videli, meni da rezultat zelo v redu ven, je pa ena nujna stvar, ki vem, da vas bo zelo malo si vzela cajt, zato ker mislite, da to samo naredite in je to. Nujno na koncu zapišite polhan enih stvari v opombe, brez tega ne boste dobili dobrega rezultata ven. Se pravi, tisti, ki hočete sam testirati, da vidite, kaj vam pride, super, ampak jaz na vašem mestu ne bi poslušal tazga treninga. Se pravi, preden, če ne naredite nič, če ne zapišete nič v opombe, tisti, ki se dosti ukvarjate z AI-om, mislim s tem testiranjem, kukorkoli, boste vedeli, da če ti ne daš ta pravih navodil, boš dobil tudi zelo za en rezultat nazaj. Tako da tukaj, če vi novte dal res enega spisa tja noter, spisal v opombe, boste dobili zelo slab rezultat. To tudi v videu omenjam, ki je na strani gor. Zdaj nad tem, ko se temu reče, vprašalnikom, kakorkoli, nad to formo. Tako da ja, če tega novte naredili, ne bo dobrega rezultata, pejte testirati. Jaz bom ful vesel vsakega mnenja, delite še med vse vaše prijatelje. Bom probal narediti zdajle nasleden, kaj je, se mi zdi zanimiv ta tire calculator. Bom še tega probal narediti, kaj bo mešanca, kako sem si jaz zamislil. Se pravi, imate tubeless, imate klinčer, če imate klinčer, a je to latex zračnica, a je TPU zračnica, a je navadna zračnica, pol bomo šli na širino plaščev, na širino obročev, pa še težo kolesarja. Se pravi, te vse parametre boste dali noter. Kolesarja s kolesom. Kolesarja s kolesom, no. Ja, kompletna teža. Tako da te parametre boste dali vse noter in bom videl, če bo pri meni vsaj približen točen prišlo ven, pa pol bom kle mogoče še Petra uporabil, pa še koga, pol bomo še to za štartali, če ne pa ne. Sam je, saj sem rekel. Kaj zdaj, če točen, če razumem, še sem bila pa ta vikend tako malo bolj. Čau. Sem bila pa malo bolj... Ali imam kaj za podpisati? Hvala. Čau. Ajde. Ja. Sem bila bolj odrezana, nisem sploh kaj dosti noter brskala in mi je prav pasal. Vsake toliko časa sem moram malo odklopiti od teh omrežij. In kaj zdaj si naredil? AI trenerja. Ja. Se pravi, kaj neka aplikacija ali kaj? Ja, v bistvu deluje, kukor greš na spletno stran, pa da ti ne tipkaš noter, rečemo v kjerkoli AI program, ampak sem naredil tako, ko bi izpolnjevala. Aha, on te kaj podatke noter klikaš in tako. izpolnjuješ in pol Tako. pišeš in pol ti on spiše trening. Jaz sem mu dal pa v zadju polhan enih navodil, zato da je to, rečemo, da ti on spiše ta prav plan ven. No. Dobiš pol glede na to, kakšen imaš heart rate, kakšen imaš FTP, ti cone ti nastav, pol pa na podlagi tega, kar se ti odločiš, se pravi noter, daš ti lahko vse od endurance treninga, lahko si hočeš zvišati FTP, lahko se hočeš pripraviti na derko, lahko pač polhan imaš neki opciji, lahko je za gorski kolo, lahko je za cesto, ja,
itd. Poveš mu tudi, kdaj je ta dogodek, koliko ima višincev, koliko je dolg dogodek. Jaz sem mu pol dal v opombe še se pravi te high efforti, koliko so ponavadi dolgi, se pravi, če sta klanca ali pa če so klanci, mu poveš, toliko klancov je, toliko so dolgi, zato da ti tudi on lahko pripravi bolj točen trening prav za ta specifičen dogodek. Če se hočeš prav za to pripraviti, ne, sej, če imaš zdaj nekaj drugega, ne rabaš, ne. Ampak, če se hočeš prav za to pripraviti, je logičen drugačen trening za 5-minutne klance, high intensity, kukar za enega, kaj je dolg 1 uro, ne. Ja, Pač, razumem. Samo pač ja, in meni vrže ven zelo v redu. No. Jaz ne moram reči, da sem se kaj pritoževal, jaz sem mu tudi napisal, da zdaj čez zimo na kolesarju, prav velik, da bom čez vikende, pa v hribe hodil, pa v fitnessu. Koliko si pa že bil v hribih? Pa vseh grem hoditi vsak vikend. Pa pustimo, lej, sej... Ne, pa si... Včeraj sva z Mirsadom šla hoditi, pa sem rekla, ti, a veš, da že kaj hod, pa prav Mirsad, po moje, da ne. Ja, mogoče bo pa začel. Prejšnji vikend sem bil na Šmarni, ta vikend sem bil na Debcu. Mislila sem iti ta malo na Krim, ko bo šla zdaj naslednji vikend. Da, to ni nek high intensity, ja. Ne? Ampak meni je samo važno, da nekaj še naredim, ker če sem čist fair, sem saj zdajle. Pri teh treningih, ki mi jih je Martina, pač ki jih je naredila, ne, v uni aplikaciji, sem to gotov, da si ne predstavljam, kako bi lahko, tako, kot si ti rekla, ko imaš še tek, pa pol, da bi šel še na trenažerje. Pač, ja, se ti, če delaš ti nekaj v fitnessu, moji treningi v fitnessu niso po 2 uri, veš, to je fitnessa 1 uro, ne. Ja. Tako da... Pa se tudi 1 uro, da imaš ti intenziv, mislim, mene noge me najbolj ubijajo. Zgoren del, takrat, ko sem ga delal, mi je bil tako. Ja, okay. Ja, sam po moje ti to, kar sem se že zadnjič pogovarjala, pa kar sem tudi opazila v tem pogovoru z Martino, da ti nimaš čisto razdelan, kaj pomeni delati vaje za moč za kolesarja, pa vaje za biti zato, da si ti pol nabildana, ne, in ti delaš v bistvu vse vaje do tistega odpovedi, a ne, varianta, to pa se ne dela. Tudi Martina ti je razložila, da imaš lestvico, a ne, se pravi stopnje, se pravi lestvico težavnosti, in če se ti držiš lestvice težavnosti, potem ne moreš biti na koncu sfukan, kot ti praviš. Ni to treninga vaje za moč za kolesarja, ne. Se je še vedno... Ker pol bi bilo tako, da Pogačar ne pa nikoli več se ne bi mogel na kolo popoldne usesti. Ja, ne, ok, zdaj sem spet narobe. Nisem mislil, da jaz ne morem funkcionirati pol, tako, ker rečemo, ko pridem s kolesa domov, pa sem spužva, če gremo, ne vem, 3-4 ure se voziti. Ja. Ampak rečemo, ne bi bil sposoben jaz naslednji dan pa prav nek orang trening na kolesu narediti, ali pa tako, da bi šel, ne vem, intervale s tekom delati, ali pa kaj, pač čutim, da še nisem tam z temi treningi, da bi lahko, ne vem, vsak drug dan pa kaj toliko intenzivnega delu. Pač, meni osebno... Moram pač reči, da sem že imela prejšnji teden prvi trening šprinti, sicer to ni bil... v smislu težavnosti, ni bil to tako težek trening, ne, po teh, recimo, če gledaš ta faktor stresni ali pa kakorkoli, ni bil tako težek, ampak mi je pa pasar, ker je šel končno puls do daske, vati nekje, moram reči, da zelo presenetljivo visoki za šprint, za to, da zdaj nisem bila dejansko 1 mesec ful. Sveža si? Ja, sem svež si, ampak še vse nisem pričakovala, da bom lahko tukaj visoke vate. Je pa to res, da delam zdaj vaje za moč, potem, da zdaj že 1-2 meseca jem kreatin, ki ga prej nisem nikoli, oziroma parkrat sem ga začela, pa se mi nekako ni bilo, zdaj enega drugega jemljem, drug kreatin, pa zgleda, da je bil pač proizvajalec problem. Tako da mislim, da se to kar zdaj že začenja poznati, tako vidim v špeglu noge, kar malo se spreminja, malo se spreminja une žile, tako mislim se, fuck, tole pa ne vem, kako bomo videli, kam bo to pripeljalo. Jaz sem tudi začel zdaj glih, da je 3 dni po moje kreatin spet nazaj, jaz sem enega toliko dobrega, da ker sem ga gledal v Mari, sem ga skozi hotel začeti jesti, pa ga pol nisem. Je dobrega po okusu ali kaj? Ja. Kako je lahko kreatin dober? Dober je. Moje brez okusa. Ja, jaz imam pa ta zgled, da ga lahko pil cel dan. Vse ga tudi jaz lahko, z vodo ga lahko spijem, nobenega okusa nima. Ja, ne, ta pa ima.
Pa je, Za prejšnjega niti ne vem, kaj ponovadi gajte, ko kaj zmešam, meni je bilo slabo. Tako zjutraj mi je bilo kar konstantno ena zjutrajna slabost in sem probala ga 3-krat, da ena in istega in zgleda, da je bilo to, ker zdaj ga pa jemljem, pa mi ni nič. Ja. Ga pa si kar dobro dozo ga dam. Sem tudi tega zdaj Petratijo gledala, ki glih zagovarja v bistvu že 10 gramov, kreatina tudi za ženske, za vse. Kar se je povečali z 5 na 10, sicer res ni 10, ne, ampak jih pa krepkih 5, no, tako, resuno merco, krepko tako. Ja, jaz tudi merco dam gor, pa mi je ok. No, skratka, kar se tiče teh AI-jev, jih bom probal še več narediti, če hoče biti o tem čim bolj obveščeni, spremljite naš Instagram story, pa prijavite se na newsletter. A to imaš pa na spletni strani po link? Ja, jutri ga bom naredil tako, da bo na prvi strani, da boste pač lahko si to poklikali, ker zdaj mislim, da ga je kar malo težko najdeti, ker ga ni še na nobeni strani. Naslednji mesec bo po moje kar neki novosti na spletni strani, tako da spremljite. Čim prej ne, ker zdaj je to kar zanimiv. Ja. Tako da, greva mi da na tole temo, ko sem ti jaz danes video poslal, pol greva pa na vprašanja strank, mislim poslušalcev. Ja, vse so stranke, poslušalce, gostje. Tako da, no, skratka, jaz za vikende tudi doskrat ali pa zvečer pregledam, kaj so dali kakšni ta najbolj poznani YouTube kanali ven, če je kaj tazga, ki bi mene zanimali. Pa mogoče od GCN jih še najmanj pogledam, zaradi tega, ker sploh kar se tiče reviewjev in podobnih stvari, se mi zdi, da so tako ful povejo, pa hkrati nič ne povejo. Sploh, a je izdelek res dober, a ni dober, se na njih glih ne zanašam. Klevla pa spet ena tema, ki se mi pa zdela ful zanimiva, glede na moje izkušnje, pa vseh, ali pa tako dostih, ki jih jaz poznam v teh fahu. In se je šlo pa, si lahko pogledate na njihovem YouTube kanalu, se je šlo pa o obstojnosti karbona skozi čas. In že naslov je tak, pač, da me je pritegnil, ker mislim, da piše, da ta gospod, ki naj bi bil kao nek strokovnjak za karbon, je govoril, da on nekaj v smislu, kukar da karbon zdrži dlje časa, kukar pa sam človek. Zdaj, ni točno bilo pol povedan, a ta obstojnost pomeni, da je ta karbon isto trpežen na začetku, kukar je pol po teh 15 letih, ali pa 30, ali pa ne vem, 50 letih. Tako da sem rekel, da s Petrom in danes to malo podebatirava. Zdaj jaz lahko rečem, kje se najbolj pozna ta obraba karbona, je pri kolesarskih čevljih. Ali pa mogoče kvaliteta karbona, bo tako rekla, no. Ker je zdajle z razliko kakšnih specialized čevljev, pa mogoče do neke mere tudi kakšen Shimano, pa po večini te Sidijevi top razred so bili taki, da so držali 3-4 sezone. Jaz imam zdajle Sidije moje, ki jih nisem sicer skozi vozil, ampak rečemo, da že enih 7-8 let. Koliko časa imaš ti že Sidije? Ja, čeprav jaz sem bolj tako, no, ker jaz imam po 3 pare superka, mislim 3 pare čevljev in pol jih toliko ne uporabljam, ampak zdaj imam dosti nove vse, no. Zdaj sem si, jaz tako kako se že temu reče, kolobarim, ne, s čevlji. Kupam ene, druge, tretje, prvi, drugi, tretji let, tako da recimo, da sem jih 5-6 sezon, ampak moji čevlji so na koncu praktično skoraj bili novi, ki jih dam stran. No, kar sem hotel tukaj pri čevljih povedati, je, da mogoče vsi jih imate doma, kakšni, ki se več vozite, imate stare čevlje pa nove čevlje, in ko probaš kakšne stare čevlje, jih lahko tako, ko jih zvijaš, se kakšni stari res pač zvijajo. Moji, rečemo od Sidija, lahko rečem, da vsaj te, ki so višjega razreda, ki je čist karbonski podplat, tam zdaj po 8 letih se mi zdijo še zmer čist isti, kakor so bili takrat, ko sem jih kupil, se mi zdijo čistogi. Je pa dosti drugih čevljev, ki vem, da sem nove probavil, pa so se že takrat zvijali. Zdaj najbrž ni bil tudi čist karbonski podplat. Ne vem. Vem pa, da vas je tudi kar nekaj, ki ima čist karbonski podplat, pa po 3 letih pravite, da pač
se zjaha vse skupaj. Tako da tam se mogoče najbolj vidi ta, ne vem, sama obstojnost karbona. Zdaj pa, kar se pa pri samih okvirih tiče, pa jaz tudi takrat, ko sem imel kolo, pa je bil tako 2 leti rabljen, pa sem šel na kaj novega, pa ko sem šel na unga novega, se mi je zdel, da je občutek, da pride pač bolj odziven, da je tak, da ni toliko zmatran. Že ne vem, kako imaš ti kakšno tako primer, ko lahko rečeš, da si probala staro pa novo stvar, ali pa da sta bile zelo podobni, ali pa isti še celo, pa da je bila poluna nova, da se ti zdelo, da je boljš. Ja, jaz absolutno ja. Jaz moram reči, da to lahko primerjam tudi, dobro, res, da to je bil čisto drugo kolo, ker je bila Dogma 10, pa F12, pa so bili potem diski, a ne, 10 je bila z Rimi, ampak je bila to v sami starosti kolesa zelo majhna razlika, ne, ker si mi ti takrat uturil F12. Tako da je bila moja takrat F10, mislim, da ne vem, če sem jaz 3 sezone vozila 10, pa sem šla na 12, pa je bila to ogromna, meni se je zdaj v kolo veliko bolj odziven, veliko trši, res pa je, da tam je bila razlika v karbona, bila je razlika tudi v geometriji. A niste bila oba 1100 karbona? Ja, sta bila, ja. 1100 sta meni, torej kaj sta bila oba dva, ja še tako. Saj mislim, ali je bila una 1000, pa je bil tat pol 1100. To pa tudi jaz se ne vem. Ne, mislim, da sta bila oba 1100, kar se tiče karbona sanga. Je pa bilo malo drugačne, že zaradi samih diskov je pol ukvir vse. Ampak je bila tam velika razlika. Pa moram pa reči, da tudi recimo Mersata, ki šraufa kolesa, no, jaz sem pol tudi malo zdaj Mersata vprašala, ker smo se jih pogovarjali o obrabi kolesa in pa karbona. On lepo pravi, da se vidi, karbon so lepljena vlakna. In kad ti nekaj zlepaš, ni stvari na svetu, ni še tazga lepila pogruntal, da bi to lepilo držal forever. Da bi lahko zdržal, kako kle zagovarja, da je karbon bolj obstojen kot človek. Da dalj časa zdrži. Ja, zdrži, sej kolo bo zdržal, se ne bo razpadel po 60 letih, ne. Karbon, se ne razpada, ker je zelo obstojena, ne. Se je problem to glih karbona zaradi okolja in vsega, ampak zgublja pa to trdoto, ki jo mi iščemo pri kolesu. Tisti, ki smo malo bolj radi podirkamo, hočemo zelo odziven kolo, hočemo, da kolo res se pele, rečemo, ne, po domač, je to trdota kolesa, od tega najbolj odvisna. In če kolo začne enkrat, bi rekli vlakna, začnejo popušati, jaz sem šla danes spet gledati to, kar sem že velikrat prebrala, pa sem danes spet šla brati. Bilo je res, da pred leti, ko je karbon vam prišel 10 let nazaj, ko sem jaz kupovala kolo, je bilo nekje 3 do 5 let, da se začnejo že vlakna popušati. No, zdaj sicer se je to povečalo na 5 do 10 let, verjetno so to pripomogli materialih temu v 10 letih, ko so se spremenili in vse zadeve. Tako da nekje, kvaliteta izdelave najbrž. Vse skupaj in karbona in vsega, ne, in se tudi on poudarja, da imaš različne kvalitete karbona, ne, tudi to se strinjam absolutno, ampak 5 do 10 let, se pravi, je nekje tista, ko ne bi bil kolo, ena taka odzivnost, kot ne bi bilo normalno. Se pravi, to je lahko 5 ali pa 10. Ne. Zdaj, to je tudi dolga doba. Zelo dobro se vidi ta obraba karbona na Berkovih sedežih. Sedež je pa zelo obremenjen, karbon je zelo obremenjen. No, kle pa jaz moram reči, da recimo v 10 letih imam zdaj bo že skoraj, no, kar vozim Berka, že kar zelo dolg časa. Ne vem, da je začel Berk s temi sedežmi, ampak zelo, verjetno po mojem skoraj samega začetka. Ne vem, koliko časa oni, ti veš, koliko časa oni to delajo? Nauč, tam po mojem, ne vem točno kdaj Berk Vehovar, ampak mislim, da jaz sem imel od Berka sedeže tam, zdaj nauč okrog 20, zdaj je to 2 let gor, dol. Dobro, da nam je pretiravala z 10 leti, ampak bi rekla 10. Sem zamenjala tako, malo več mogoče sedežev, ampak če bi generalno rekla 3. 3 sedeže v 10 letih. Imam jih več, ker imam na Carreri enega, pa imam na Gorcu enega, pa imam na specialki, ampak na samih specialkah moram reči pa, da sigurno 3, vsaj 3 sedeže. In tam se začne poznati da sedež ni več, ko ga dobiš novega, je to ful bolj trd sedež, kot pola. Ne. In jaz mislim, da najbrž je enako pri ukvirju, pri kolesu, zdaj najbolj je obremenjen, najverjetneje pri gonilnem delu
kolo, tako da in tam pa tudi trdota je pomembna. Ne? Ne, se tukaj, da še omenjava gospod, pač ta omenja, da največji problem karbonskih okvirjev je pri teh stičiščih z navojem od gonilnega ležaja, tam, ki so vpeti, mislim, kaj da noter krmilen ležaj, kjer so vsi in podobno, ne, da tam je največja, pa tudi pove, da sama karbonska vlakna, da ta so zelo obstojna, da največja težava je pri lepilih, koliko je to obstojno. Ne? Meni je sam problem zaradi tako, ko sem jaz gledal iz mojega vidika, mogoče preveč razmišljam trgovsko, po drugi strani pa se mi zdi, da je bilo par takih navedb po tem videu, da pol človeku, ki ne proba veliko stvari, si misli, da je kupaš en karbon, pa ga boš imel zdaj 50 let. Nekako tako je bil predstavljen, rečemo, v videu, ne? In mi je to, se ne morem glih strinjati, glede na to, da mislim, ker sem sprobal že kar neki koles, pa vozil tudi kakšna starejša, pa se kar oran kopas, kako je to, ko greš na par let star kolo, pa greš na novega, koliko je ta poskočnost kolesa, koliko se opas. Jaz mislim, da je to skoraj tako, no, če ne, tudi jaz sem šla malo spodaj prebrati na hiter ta komentarje ostalih, a ne. Pod tale video pa je tako, moram reči, da jih je zelo veliko takih, ki mi dva zdajle komentirava, da je zelo na to varianto, da bolj v bistvu, da karbon ne more biti večen oziroma trdota karbona ne more ostajati enaka skozi leta, to je največji komentar. Nekih pohvalijo, da je koliko je krasen to video bil, da je to eden najboljših tehničnih videov GC1, ampak po drugi strani pa ne komentira tega, kaj je on povedal, a ne, on sam komentira, koliko je bil dober podcast, ne piše pa se strinja s tem človekom, ne. Tako da, ne vem, sej, jaz mislim, da je prej jeklo, neko obstojnost ima lahko dolgotrajno, kakor nek karbon. Ker tam so stvari skup dane, so švasane in dokler ga ti ne zlomaš, pa polomaš, pa nekaj ne poškoduješ, je tak, kaj je, ne. Karbon je pa res, se pravim, če sem enkrat gledala tudi video, kako delajo kolesa, v bistvu sem gledala mislim, da je bilo od Time, ker se Time nekako hvali in prosvetljuje še vedno, kot da so prvi, ki so naredili prvo karbonsko kolo in so tudi imeli en video, kako to zgleda. In to je res pač tako navijanje, ne, enih nitk pa skup dajanje in to meni, če tako gledaš, je to full scary, ker ti si kar nekaj ima zlepljenih tisoče in nešteto tisoče enih elementov in iz tega potem imaš kolo, s katerim se ti vozaš skoraj 100 na uro, pa v luknje not preletiš, ne, tako da. Kle sem se zdaj vprašala pri tem videu, ne, pa o teh fejkih, ne. Ker recimo zdaj lahko kolo fake, da je zelo podoben in po izgledu in mogoče celo prva vožnja, da boš rekel, da je zelo podobna vožnji z nekim Pinarello Dogma F, ki ima res trenutno, mislim, da je eden najboljših karbonov, saj po sami kvaliteti. In če to zdaj daš zraven ta fake karbon, ne, sem 100% da to ni isti karbon, pa spet zdaj, kje so ta lepljanja, ne? S čem je bil lepljen ta, s čem je bil lepljen in me prav zanima, zdaj so ta fake kolesa čez 5 let, kakšen bo zgledal. Če se bo še varen sploh s takim kolesom pelat. Fejku lahko sam pač to povem, ne bom trdil, da so zdaj vsaj ista, ker ne vem, koliko je teh proizvajalcev. Sej niso, zato ker jih je toliko, ja. Ampak ne, jaz sem tudi te pravil, enemu, dvaju, dveh z Mercedom sem ziher. Mene je ena družba, 3 kolesarjev prehtela sred poletja enkrat, ko sem se vozil proti Ihanu iz Dola. Jaz sem imel glih razpeljavico, oni grejo mem, en je šel pa na eni taki bleščeči Dogmi, jaz upam, da je bila fake, ker sem jaz kolo pogledal unga gospoda od odzadi. Tok, ko je šel kolo levo, desno, pa vsakič, ko je on zagonil, pa ga niso tok terali, ker jaz sem ga po moje mogel iti okrog 30, glih tam nekje, zelo počas, oni so se mi pa odpalali, se pravi, 30 so bili, če so šli tam, 33 do 35, pa še to tam nekje. In
To se je tako zibalo levo, desno, ne. To je bil da ima elastiko v unmu karbonu noter in ta kolo, pač ni variante, da se bo tako pelil, pač govorim prav o dotičnem tem kolesu, ki ga je imel pač gospod. Ja, sej. In od Sej sicer to je ozadja ena je izgledal, to je Ne, to čisto verjamem. izgledal, da sem bil, Ja. bil kar, res je, da kle, se nisem vozil ali pa nisem bil pozoren pri nobenemu, ki ima fake kolo, tako da to ne vem, ampak vem, pri unmu gospodu je šlo pa tako levo desno, da sem se prav zasmejal takrat. In, Ja, ima in to je tudi bilo to. nekdo kle tak kolo. Vse to je mogoče ena taka tema, ki jo lahko tudi še 2-3 minute govorijo o teh Ja. fejkih, ki sva se jih malo izogibala v sezoni. Ampak vse to je res taka debata, tema, mogoče ka ni glih za jo hvaliti, ampak ja, tega je ogromen zdaj. Sploh se mi zdi v Sloveniji. Danes sem dobil mail od enega gospoda, če jaz tudi lahko preverim, a je kolo fake ali ne, pri Pinarello, tu zaradi tega, ker ga je strah kupiti rabljen kolo, ker ne ve, a kupuje originalno. Ja, seveda, saj sem tudi že jaz dobila že pred 2-3 leti, recimo ena gospa pisala, da jim prodaja kolo na Dolenjskem eno dogmo in če mislim, da je original in pa če sem to tako prejela, sem tega gospoda poklicala, ki je kupil ta kolo, ni znal povedati, kje je kupil kolo, vprašala sem ga, kakšne velikosti je kolo, rekel, da je M velikosti kolo. Sem nekaj Pinarello dogma ne obstaja, imate nekje napisano, je 53, 54, koliko je številka okvirja in po vsem debatah, ki sva prišla čez, sem točno vedela, da je fake kolo. Tako da sem, se da, ja, mislim, če drugega ne lahko, tako po drugi strani Pinarello in zdaj Colnago in vsa te top firme imajo tudi iskalnik, tako da lahko tudi preveriš s serijskimi številkami. Je pa tako, poslužujejo se vsega živega, lahko povem, od kopij računov do kopij serijskih številk, pač prepiše serijsko številko z originala, kopira račun Maxi Šporčerina in ga proda zraven kot kolo, da je original. To je tudi že bilo. Tudi to je že bilo. Tako da lahko povem, da pridajo tudi stranke s kolesi, ki rečejo, da je original. Tako da, ko kupujete kolo, najbolj fair je, da če nekdo prodaja fake kolo, ne napiše, da je fake kolo, pa kdor ga hoče kupiti, ne kupi pač fake kolo. Če pa se prodaja, mene moti pa to, ko se pa prodaja fake kolo za originalen kolo. In pač mi smo na Balkanu, Slovenija je Balkan in se to dogaja, tako da... A veš, da to pa, prost, da te prekinjam, to pa nisem vedel, da se dogaja. Jaz sem mislil, da vsak, ki prodaja fake kolo, da dejansko pove, mislim, saj tako bom rekel, določena družba, ki kle poznava, se mi zdi, da so vsi, mislim, tisti, ki jih mi kle poznamo, načeloma pač tisti vejo, ja, tisti, ki imajo fake, povejo, da imajo fake, ne, sej tudi zaenkrat, hvala Bogu, še ni bilo tukaj nikogar, ki bi bil z originalnim, ki bi bil s fake kolesom, pa bi rekel, da ga je kupil kot original. Tega še nismo imeli tukaj pri nas primera. Še nismo tazga kolesa videli, no. Ampak se pa tudi to dogaja. Ja. Se tudi prodajajo. Tudi nekdo, ki napiše, da kolova v glas na Facebooku ali pa kjerkoli od začetka ne napiše, da je fake, pa mu pa drugi napišejo, a je fake, pa pol napiše, ja je. Aha. Zakaj v oglasu ne napišeš, da je fake, replika, kva je s tem, kva, nekaj napiš, ni original, karkoli. Prodaja ga, se jih vidiš poceni, ne napiše, ne vem, primer, Dogma, Ultegra, cena 3500 €, že poceni veš, da to ni original, ampak napiš po naredek. Kaj pomeni replika? Ja. Kopija, ne? Za moje pojme je replika čist nekaj drugega, kakor pri nas napišejo in to pišejo na Facebooku, ja, replika, ker nimajo pomena replika. Zame replika pomeni, da bi ti kupil Dogma F tako. Ja. Ali pa od Remkota, kakor ga ima kolo, ki ga je dobil samo za njega bil narejen, za olimpijskega prvaka, ampak je bil za njega in so ti ga naredili še zate. Zame je to replika. Ja. Zame je to, da nekaj, kar ima nekdo nekaj slavnega, nekaj znanga in je bilo samo za njega narejen in pač jasno ni original od njega, ker ga ima on. In si ti v isti barvi pač vzel. Tako. Ja, od istega proizvajalca. To je za mene replika. No. Zame tudi. Zame to ni fake. Ja. Zame je fake ponaredek. Ja. Beseda za fake kolo je ponaredek. Ja. Ponarejeno. Tako, kot so se včasih prodajale bunde, smučarske in podobne zadeve, tako so zdaj pač kolesa. To sem pa pozanimal, mogoče pri temu gospodu Pulcaju. Kako je, če ti tudi to tako prodajaš, ne? Ker to ne more biti zakonito. Da pač ok, če prodajaš kot ponaredek,
prodajaš kot ponaredek. Zdaj, če pa ti prodajaš, da to kao je... Ja, zdaj ne vem, kako je to. Jaz tudi tega čist nisem se nikoli šla poglabljati v to, zakaj se pri nas lahko tako z lahkoto kup ponaredek kolo, pa se ga potem tudi z lahkoto naprej prodaja. To, če veste, zakaj je to tako enostaven, prosim, dajte napisati, jaz res tudi ne vem. Kako lahko se to tako enostavno prodaja, ne vem. Ja, zaradi tega, vsaj kukor sem jaz do zdaj ugotovil, je, ker fizične osebe to naročajo in ne firme. Ne. Ker ti takoj, ko naročiš kot firma, imaš toliko enih stroškov, da ti dobiš pa ful bolj te preverjajo na carini, ki pa naročiš enkrat kot fizična oseba, je pa pač... Ja, sam potem ga ti tudi imaš ta ponaredek in vsi vejo, da imaš ponaredek in še naprej prodajaš ta ponaredek. Ja. Tukaj pa ne vidim več. Ok, dobil si ga z Kitajske, Kitajc spršuje čez, pri nas čez vse carine. Ne vem, kako je to, tudi zakaj se recimo proti temu ne uprejo te znane firme velike, kjer so vse določene, vse to je par znamk koles, ki so res ponarejena. V glavnem gre tudi za... Jaz vem, se kar onem, sam je problem, ka teh fabrik je to, ki niti ne pridejo, niti nimajo, ko bi rekel... Jaz mislim, da je kle bolj tukaj problem, da je to Kitajska. In Kitajska nima tega, to je tako zakonodaja in to je tako enostavno, vse noter pride. Ja. Je še takrat, ko sem bil, ko sem se pogovarjal s Pinarelotom dost, vem, da je bila to že 10 let nazaj, da je bil problem, pa se tudi do zdaj še ni rešil. In pač ja, tam Kitajska ima tak bigger picture plan, kako in zakaj, ki ga mogoče čist na nekem osnovnemu levelu določeni ne zastopajo oziroma ne pustijo si zastopati. Pol, ko vidiš bigger picture, kako Kitajska prihaja na praktično vse trge na svetu, vidiš, da če se novejo pobrigale res orang, pa skoraj da ne ucarinili čist vse, kar prihaja iz Kitajske. Še več, pol mislim, da določenih firm bojo zelo nišne ratale. No. Ja, jaz nam pozabila že ker mislim, da drugačno jo preživeli. 10-15 let nazaj je govoril kolega, pa ste se Kitajcev, pa smo vsi, maja, kaj bo Kitajc, ampak... Ja. V glavnem, jaz sam pravim, bodite pozorni na fake kolesa, če jih kupujete, pa vam vso srečo želim, da upam, da boste s kolesom zadovoljni. Sicer smešen mi je, da nekdo, ker na koncu jih poznam, zdaj veliko se je letos teh fake koles tudi kupili in to niso bili spet tako nizki zneski, ko se je kolo sestavil. Dobro, če so si še gor dali fake obroče, zdaj dosti jih dela za nekimi originali, vse obroči pa fake okvir. To mi je še bolj čuden, da si dajo, ne vem, na okvir za 700 €. Poznam osebo, ki se je dal gor Princeton obroče. Mi je to še malo bolj čuden, ampak pač vsak po svoje in moram reči, da jih je tudi neki že takih, ki so razočarani bili s temi kolesi, neki je takih, ki so še vedno navdušeni, ampak hočem samo povedati, da mi ni jasen, kako daš za fake kolo 5500-6000 € z 105 opremo, pa niti ne veš, a bo kolo sploh ok, samo zato, da na njemu gor piše Pinarello, ker za 5500 € z 105 kolo dobiš tudi lahko čist dober ok kolo, pa je original z garancijo, z nekimi, se pravi tudi garancija je od zadja, ne, za temi kolesi in ne vem, jaz tega pač ne razumem. Jaz sem mogoče čudna, ampak jaz tega ne razumem. Jaz se, kar se tiče fejkov, se nisem danes do te mere pripravil, da bi si prej pogledal še na YouTubu, pa mogoče bo v naslednjem podcastu to komentirala, ker me prav zanima nekdo, ki razreže ta okvir, je karbon enak tistemu, ki je pri originalu in bom šel to na YouTubu prav pogledati. To pogled boš najdel zelo različne posnetke. No? To smo že tudi midva gledala in imaš zelo različne posnetke glede na to, ko se razrežejo okviri, imaš pač jasno odvisno od tistega, kaj je snemu, a je to pristaš fejkov ali ne. In imaš tazga, ki ga bo razrezal, pa ki je skoraj identičen, pa imaš tazga, ki ga bo razrezal, pa je kolo za en kurc. Jaz ti lahko povem, da Mersat, ki je sestavil fake kolo, je bilo že vse živo, je mogel odvrtati na novo luken, niso se dale tele čeljusti dobro, upet je bilo treba brusati okvirje.
Okviri so polni upilkov karbonskih noter, te napeljave, ki tečejo, a ne, pri original kolesih, kjer se res lahko z lahkoto napele kable in vse, je ponavadi nek problem. Je pa tudi fake, ki ga je sestavil čisto lahkoto, ampak ponavadi večinoma se najdejo kakšni problemi, tako da vse čist tekoče, tako ne gre kot z nekim, vedno prav, najlepše sestavljati pinarelo, ker to gre kolo sam cak, je rekel kolego kocke in gre vse skupaj z lahkoto. Ja, nič, pa greva zdaj na vprašanja. Ja, evo, vidiš, kako sva hitro najdla temo. Ja, se to. Se v teh fejkih jaz lahko debatiram kar nekaj časa. Pa se mi zdi, da je klej tak, tako bom rekel, odprla sva neko temo, ki je zelo težko, ali so čisti nasprotniki, ali so pa pač ja, čist ni umestno, pristaši tega. Ja. In ni pač umestnih in ja, je težko tudi meni. Jaz poznam oboje, če ste zadovoljni s kolesi, super. Ne vem, pač ja, ne bom več o tem, gremo na vprašanje. Ja. No, posva imela pa vprašanje, zdaj, a ti smo tudi še kakšno vprašanje zate ali samo mene sprašujejo? Sam tebe. Bom jaz še pokomentiral. Mene noče nič vprašati. Nočete, ja, bojijo se te. Izgleda, bom imaš ti več znanja. prijateljico naštimala, da te v kaj vprašala. V glavnem je vprašanje za mene, glede na pihljivih hlač, se pravi, to so v bistvu kompresijske hlače, ki delujejo drenažno, a ne, kot limfna drenaža oziroma ja, regeneracija. Eno je, koliko se mi zdijo uporabno, potem bom kar vsa vprašanja naštela, pa bom vse odgovorila naenkrat, kako pogosto jih uporabljam, pa ali bi jih priporočila tudi nekomu za vsakodnevno uporabo, pa če uporabljam še kaj drugega, kakšne pripomočke za regeneracijo. To je tako, kot sem enkrat, to so hlače, jaz jih uporabljam, zdaj bo že tudi 10 let in imam ena in iste že ves čas. Pri nas je fajn, ker smo jih svoj čas 3 uporabljali, še sin, zdaj jih oba dva z Mirsadom uporabljava. En del je tudi na nogah, večinoma dela... Nimaš 10 let? Ja, skoraj že. Toliko? Ja, ful dolg. Ful, zato ker te norma teknali, pa ajde 8, no. 8 let. 8 pa sigurno. Že ful dolg časa. In s temi hlačami, ja, jih si ful veliko uporabljam, redno jih uporabljam. Jaz bi jih priporočila absolutno tistim, ki se ogromno ukvarjate z športom, ali pa se pravi, če imate šiht na nogah, fizični šiht, tudi za take pride v poštev. Pri meni si jih je moj brat kupil, pa jih cela družina zdaj uporablja, pa niso športniki neki, ker tudi zelo blagodejno vplivajo na cel počutje. Jaz jih dam zvečer gor, gledam vmes televizijo, to je 35 minut, vse se nastavlja časovno, lahko se nastavlja jakost. Bistvo tega je, da pa to v bistvu res deluje kot limfna drenaža, se pravi vodo, nekako, ne, limfa, pač to vodo, ko bi rekel vodo iz telesa ven da, no, ampak jaz imam včasih noge zatečene zvečer, dam to gor, da že tisti moment, ko daš dol, vidiš, da so res noge takoj, žile vidijo vsa oteklina. Mirsad, pripravljena sem. Ja, se pa polno rad otečen. Tako da jaz jih to uporabljam, pa sigurno rekla 4 do 5 na teden, bolj ko sem aktivna, več jih uporabljam, manj ko sem manj jih tudi sabo, imam za ruzak, v ruzak se vse skup zloži, vse skup tako majhen pride in jih vedno sabo vzamava, kadar greva za več dni kolesart. Tako da mene to, jaz bi jih priporočila, pa ne bi nič kaj dosti gledala na neke nore firme, ker je čisto vseeno, a so to Normatek ali so še en proizvajalec v Sloveniji, pa se ga zdaj ne bom spomnila čisto točen, so tudi v redu hlače, potem so zelo poceni, se prodajajo po spletu, te je kupil moj brat, pa so zelo dobro uporabne, so Pulsio, so še enkrat cenejše. Koliko je 250? Neki, ne vem, ni toliko delač od scene ostalih proizvajalcev, ful je poceni, pa so ful dobre. Glitko delujejo, glitko funkcionirajo, tako da... Evo, jaz vam pa lahko povem še nekaj drugega, kaj pa valjali že 10 let nazaj, kaj imam pa kolega gospod Tomaž Jeras, slavni maser iz štajerskega konca. On je takrat, mislim, da je bil Kittel pri Shimanotu, kaj on bil pri Shimanotu, pa še par teh drugih. In on jim je
vsem svetoval valčke. In tako, valar za testo. Ja, Samo da ima bodice. No, to imam jaz tudi. No, pač to je neka, če si ne boste prvošli glih teh hlač, ne? Sam ni isti učink. Sej, verjamem, da je učink drugačen, ampak že s tem se da kar nekaj narediti, če se redno valčkaš, se pravi to predvsem zvečer. Menedžer je rekel, da nikoli takoj po vadbi, da je pač skozi polka si že enih 4-5 ur od vadbe. In to vem, da meni takrat, ko rečemo redno treniram, mi te valčki kar orang pomagajo. No, jaz tudi, ker je bilo še vprašanje, če uporabljam še kaj drugega, ne, za regeneracijo so je valčki, pa imam tudi to pištolo regeneracijsko, se pravi glih tako. To sta oboje super zadeve, pištola ima isto ogromno enih nastavkov. Ja, skos. Sej, ne vidiš, koliko sem pametna. Še dolgo da ni, ne? Ne, oboje je zelo uporabno, tako da sam pač treba je uporabljati, ne. Sej problem tega je, da ponovadi se to nabavimo, pa ne uporabljamo, ampak jaz moram reči, da vseeno, mislim, ta učink hlač, valčkov pa pištole, mogoče sta si bolj pištola pa valčki podobni, ne, ker to v bistvu gre bolj za samo mišico, zato da jo raztegneš, razbremeniš Zdaj jaz ne vem, zakaj ne bi neposredno po vaju uporabljal, bi jo glih tako lahko, jaz tudi vidim pri košarkaših, če daj pogledate kakšno tekmo, vidite, da po tekmi vsi fantje so na valčkih, že na sredi dvorane, tako da mislim, da je pač to zdaj čisto rad del v vseh športih, valanje, tako in drugačno, potem so tudi razne žogce. Ampak pri teh hlačah je meni to dobra stvar, ker si jih daš gor, pa se uležeš, pa gledaš televizijo in ko jih daš dol, imaš noge res lahke. To je za one, ki imate občutek težkih nog, da imate je meni to super zadeva. Pa niso več toliko drage te hlače, no. To je bilo včasih, ja, že takrat, ko sem jih jaz kupovala, recimo. To so bile Jurje, plus. Jurja 500, recimo, so bile take hlače, ker na ta pro varianto Normatek so bile to 1500 € hlače take, zdaj so take hlače pod 1000 €, isto pro varianta. So tudi 700-800 € so Normatek, imaš različne opcije. Tako da jaz mislim, da če veliko kolesarite, če imate možnost, se pravim, Pulsio so pa ja, mislim, da je res ena taka cena 250-300 € in so tudi čisto ok zadeva. Dobar. Tako da, to, no pa ena druga stvar je pa tako, da je en gospod... Ja, največ pa naredite, če imate zelo dobro drago ali pa drage, če imate zelo dobrega fanta, da vas pa on zmasira, ona zmasira in pol še nadaljuje mal višji gor, oziroma, veste kaj mislim, boste pa vsi uživali. Ja, že to se že res pozna, ta pomankanje katole, pa nisem jaz navajena glih od njega. Tako da, Anže rab masažo. Naprej. Tudi naprej gor, ne sam dol. Jaz sem hočem fajn svetovati. Ja, sej. Eno vprašanje je pa to tako obsežno, no, kakor je tudi sam napisal, kako trenirati, kako midva trenirava, se to je za oba vprašanje, katere intervale, kako pogosto, koliko cone A1, cone 2 v primerjavi z intervali na dan, na teden in to. To sva pa midva že velikokrat povedala. To, kako izgleda trening, koliko cone 1, koliko cone 2, koliko teh intervalov jaz delam, pa tudi ti v končni fazi se imaš dosti podoben, mislim, da je to že kar v ene parih vdajah bilo, a ne? No, pa se lahko spet odgovorijo. Ja, v bistvu jaz lahko tako povem. Eno je, jaz lahko povem za zdajle, mogoče ta bolj off-season varianto, če to gospoda zanimali, ker v sezoni je to čisto drugače kot zdajle, a ne. Zdajle se vozim, je ogromno, oziroma Dej, greva drugače začeti. Koliko imaš različnih faz čez cel let? Ja, dejansko čez cel let je tako. Če rečemo, kaj začnemo, štartam, recimo tako levo, v novembru sem imela počitek, je bil dejansko počitek, kjer si brez kolesa in potem se začne nekako nazaj stopnjevati v en tak, da priješ do neke zadeve, kjer boš lahko kolesaril v ta predsezonsko off-season varianto. Se pravi, postopno počas nazaj, vse je bilo easy, dejansko vsi treningi so imeli naziv easy, ne glede na to, je bil to tek, ali je bila hoja, ali je bil kolo, je bilo easy. Do zdajle.
do prejšnjega tedna. Prejšnji teden je bil prvi trening, zdaj se bodo začeli treningi, kjer bomo delali bazo. Zdaj se bo delala baza do začetka sezone. In v tem času je velika večina treningov, se pravi, ko bom prišla, zdaj se enkrat imam kolesa 3-4 na teden, ko bom prišla na 5 na teden, bo to večina tega cona 2, recimo 3 dnevi, en bo dan recovery, 2 dneva bosta bolj intenzivna, eden bo verjetno više intenziven, eden bo s kakšno, se pravi LT1, kjer je ta kot neka, če bi to primerjal s cono 3-4 vožno. In v januarju se bo jasno začeli ti treningi stopnjevati. In potem, ko pride, se pravi, sezona je v kolesarstvu že zelo hitra, ne? To je začetek marca, v začetku marca je spet teh recovery voženj manj, več je cone 2. In kot sem že velikokrat povedala, jaz imam, ko pride vrhunc cone, se pravi, če sem 6-krat na teden nekje na kolesu ponovadi, 5 do 6-krat je to od tega 4 dnevi cona 2, en dan je recovery, en dan pa res kakšna visoka intenzivnost, ali so to visoki intervali za VO2 max, ponovadi varianta, kaj tazga. Tako da to je to. Pri meni je malo drugače, kakor veste, jaz po zim sem bolj medo in se ne vozim prav veliko s kolesom, takrat, ko pa grem, se pa vozim čisto, ko mi paše. Tako da važen mi je zdaj, da naberam neke kilometre, da vsaj približen malo mišice stimuliram in to je načeloma to. Zdaj, je to pravilno, da bi se lotil, da bi za začetek sezone bil tam, ki bi mogel biti, ni, vam že zdaj povem, ampak vem pa, da tako ohranim, ko se reče, do neke mere svežino, po drugi meri pa tudi če voljo, da naslednji let sem res spet toliko lahko na kolesu, kakor mi je ratal biti letos, ker sem opazil, da takrat, ko sem dosti na trenažerju, to sem tudi že večkrat povedal, da pol spomlad nimam več te volje, da bi se gonil, pa da bi se matril toliko na kolesu, kakor uživam na kolesu, nikoli ne morem reči, da pa delam trening, da mi pa prav lahko. A pa bom drugače povedal, mogoče najlažji dnevi so mi takrat, ko treniram, najtežji so mi pa, ko gremo na rundo. Na rundi jaz najbolj trpim. Tam je 50 km, pa je od začetka do konca za žile rezati. Ja, zato, ker si se ti tako odločil, da imaš rundo. Pač tebe smo vrgli v to hitro skupino in ti se moraš tam matrati. Ja, po eni strani mi je v redu, po drugi strani pa vem, da rabam tudi kar neki pauze vmes. In je v redu tako, ko imamo, torki, četrtki, ampak ok, to je zdaj, rečemo za off-season, ste zdaj slišali. Bolj, ko se štartajo te, ko bi rekel, moj pripravljalno obdobje, ko štarta nekje z marcem, do tja moram imeti cirka 1000 do 2000 km narejenih, se pravi od januarja do konca februarja bi rad imel narejenih, ko začnem z intervali, do 2000 km. Vsaj jurja, vse, kar je več, je sam še bonus. Zato, ker sem pri sebi opazil, da ko imam enkrat toliko narejen, se boljš počutim na kolesu. Govorim pa samo o kilometrih zunaj, jaz trenažerja, tudi ni, ko ste dosti na trenažerju, je zame to, kot da nisem nič vozil. Pač pa ste po glavi. Vi lahko delate, kar čte, jaz pač tako je pri meni in to je to. Pa, ko se začne sezona, so pa najprej daljši intervali, manj intenzivni, pa vsak mesec grejo te intervali na krajše, pa bolj intenzivne, pa bolj v bistvu skačejo levo-desno in zaradi tega se mi tudi FTP kar redno povečuje, ko štartam sezono, rečemo letos se mi je za več kot 30 vatov se mi je povišal FTP od začetka, se pravi od rečemo marca do Franje. Tako da je kar orang. Pač vsaj meni se zdi, da je bilo karno. Je pa tudi res, da v sezono pridem dosti nepripravljen in je pol mogoče zaradi tega je to toliko bolj. Naslednji let pričakujem, da bo to boljš, ampak to bomo pa videli naslednji let, kako se bom jaz res letos tega lotil.
Tako da ja, to je načeloma to, kar se tiče tedensko, pa ko se začnejo intervali, imam 2krat na teden so intervali, ostalih 5 dni, jaz, če se le da, nimam nič počitka, ali pa ga imam enkrat na 4 tedne. Se pravi, ostale 5 dni se vozim čist na easy, to pomeni, da 2krat na teden intervale, mogoče en dan je še tak, ki se potrudim za 20 minut, drugače pa na to, ko se potrudim za 20 minut, je ponovadi taka daljša vožnja, včasih sem probal delati 100 km za vikende, ki med tednom pač mi časovno ne uspe. Med tednom so pa une, ki so na easy vožnje, je pa urca do urca pa pol, cona 1, sploh cona 2 ni. Cona 1 se vozim 28 do 30 na uro, sam po ravnin, žvižgam si, s trekkingi me prehtevajo, z fake kolesi me prehtevajo, pa če res grem počas, ampak če sem čist fair, sam do sebe niti ne bi mogel iti hitrejš, zaradi tega, ker pol vem, rečemo, če to glih iz torka na četrtek, če imam v tork nek orang trening, v sredo, če spet naredim neki, pa rečemo, da bi lahko, vem, da v četrtek pol ne morem narediti, tako da pač poslušam sam sebe in delam treninge na une dneve, ko sem spočit, pa ko vem, da lahko pač spet nekaj naredim. To je dobro pri rekreativcih, ki si lahko načeloma sami malo zmislimo, ker se pripravljamo sam za en dogodek, ali pa za več teh v letu, ne pa da je vsak vikend nekaj. Ne? Ja, ali pa za nič dogodkov, pač samo zato, da se vzdržuje nek performance. Ne? Ampak tukaj to, kot se rekel, vsak mora svoje pogruntati. Zdaj mislim, da itak nobeden ne zdrži, da gre vsakeč, ko gre na kolo, da ga gon do daske, razen če gre enkrat na teden. Če gledaš rekreativce, po večini vsi tako delajo. Ja, sam se mi zdi, da to zdaj tudi se spreminja. Se to spreminja, pa tudi fora v temu, da midva greva zelo veliko na kolo, realno. Midva sva na kolesu skoraj vsak dan. Ja. Če bi midva šla res na kolo vsak dan in vsakič do daske, to res ne moreš iti. Če greš pa ti na kolo mogoče 2krat na teden, ali pa 3krat, pa greš vsakič do daske, sicer na redu nisi nič, performansa ne boš imel nobenega, definitivno 100% v 10 letih ne boš kamor se zboljšal, razen kar je tisti hitri napredek, če si začel šele kolesariti, ampak zboljšal se pa sigurno ne boš s takim načinom, ampak boš pa mogoče vstal tam, ker zbil, oziroma ker si staraš, boš padati začel, ne boš se zboljšal. Ampak če pa se hočete veliko voziti, pa vsak dan voziti, če imate ta čas, pa je definitivno treba narediti ogromen teh easy voženj, tako kot si ti rekel, da jih delaš, pa na tisti dan, ko se dobro počutiš, mogoče takrat ga malo bolj pretegniti. Je pa res, za te intervali morajo biti res intervali, ne morajo biti nečemu podobni, ne da narediš 5 šprintov na en klanc, to niso intervali. Interval je, ne vem, ali lahko je minuten, pa je res visoko intenziven z visokimi vati, lahko je 20 minuten, pa je z neki tretja, cona 3, cona 4, ampak interval ima nek svoj čas in ponavljati ga je treba, ne vem, odvisen kakšni so, 20 minut ga ne boš ponovil 10krat, mogoče 3krat, skoraj siguren, ker se vsakič na novo stimulira mišice in šele ta drugi interval je ponavadi dober, tretji je pač spet slabši. Pri hitrih intervalih, kjer jih je mogoče so minutni, jih je treba narediti 12, recimo vsaj, tako da to je spet tako, to so stvari, ampak danes mislim, da z vsemi temi dodatki, ki jih imamo, ali si najdete trenerja osebnega, ker jih je ogromno, se jih da danes dobiti, osebne trenerje za kolesarjenje, tudi za rekreacijo, pač eni so recimo Human Performance, ki delamo mi z njimi, druga varianta so AI. Pa Matej Lovše? Matej Lovše, Matej Lovše, dobro, zdaj a si on še kaj dela ali ne vem? Dela. No. Da sej teh trenerji verjetno še tudi do druge, ki so dobri, jaz nič ne rečem. Potem so Saša. AI variante, ki so, tako kot si ti rekel, tako kot je Anže povedal, zdaj Anže se je ful v to noter angažiral, pa ogromen, da tako da jaz mislim, da na eni slovenski sceni bo to ful dobra stvar, ki si jo naredil, ne da si ljudje neki po svoje vsi noter pišejo pa tipkajo, ker ti si res to stvar naštudiral, pa vidim, da ta AI ti tudi ful gre, ker jaz še recimo nisem za to pripravljena na to, ker se še na tem ChatGPT-jem ne razumeva tako dobro, me velikrat malo ven vrže. Kaj je problem? Vzeti ga moraš skoka dejta, veš. Ja, dobro, če nič ne sprašuješ, ne dobiš informacije nazaj. Pač pri tebi to, točno to, pri tebi pač tisto bolj navajan, jaz pa ne. Jaz pa že dolgo časa nisem bila na dejtu, tako da sploh ne vem, kako to gre. Tako
Tako zdaj, da kar neki na pamet solit, ne, je mi dva delava tako, tisti, ki so zdaj kle okoli naju, že vsi, mislim, da že kar dobro vejo, kaj počneva, pa kako delava. Oba dva imava odprto stravo, oba dva sva na stravi, jaz nič ne skrivam, moje vse vožnje so gor. Pa ja, to se po moje, ne vem, mislim, da tudi profijev, če dali več, ima odprt profil, zaradi tega, ker na konc dneva... Jaz sem nimajo oni gor vseh voženj. Jaz imam vse gor, tudi trenažer, sem že s prejšnjo sezono gor dala in isto in vedno je, načeloma je v imenu moje vožnje s kolesom ime treninga. Se pravi, a so to šprinti, a je recovery, a je bila easy vožnja, ali je bil VO2 max trening, ali je bil C2 LT1, vse je napisan v imenu treninga ali pa v opombi. Tako da, če ste malo bolj raziskovalc, pa vidite ime, pa če greste pogledat pod specifikacijo moje dejavnosti, kakšni vati so se vrteli, koliko se je vrtel, boste pač nekaj se lahko razbere, tudi kakšen je bil trening. Se mi zdi, to, ko si že ti omenila, Petra, najbolj pomemben je, da vi sami pri sebi najprej veste, kaj hočete sploh doseči, kaj hočete zboljšati in na podlagi tega pol rečemo štartate ali z intervali ali kakorkoli. Jaz sam pri sebi vem, da brez intervalov rečemo te maratoni, ki so mi všeč, jih jaz ne bi mogel dobro odpeljati, če ne bi imel intervalov, pa če se to ne bi stopnjeval. Zaradi tega, ker jaz si ne predstavljam une, ki ste lahko čez cel let isto dobri. Jaz rečemo, to ne morem biti, jaz moram imeti nek pik, pa pol leto sem naredil pač napako, da nisem imel pauze, ker sem bil pol sam še bolj zgonen. Po Franji sem bil vsakič, sem bil še dokaj v redu, ampak sem bil sam še bolj zgonen. In na koncu zdajle se mi že ni dal. Zdajle rečemo, če bi bil lep vreme, bi se mi že spet da dost voziti. Ampak ja, tako da... Kanarci. Ja, sej zdajle... če bom na Šparu, pol grem ziher na Tajsko, ko grem do Niša in pa bom tam ostal še 3 tedne. Januar, februar. Na Tajsko boš tajke gledal, pa tetoviral se boš, pa drugiral se boš, ne pa kolesaril. Na Tajsko naučil kolesart. Ja, boš, ko imajo dober. Ma ja, da je nehino. Verjamem, da imajo dober, sam pač... Pa pocen. Ja. Pa jaz, če sem čist fair, nimam zdajle, da bi dal, ne vem, že 2 jurja, ne vem, kako bi na Šparu, da grem na Tajsko, rečemo. Tako da ja, če bom šel najbrž tja. Najbolj, da tam damo en kozarček, zbiramo za žeta, da boš lahko kolesart. Ali pa Tenerife, če se mi rata v tem času, ko grejo teli od Gustota, mogoče šel z njimi. Bom videl. Ja, se pravi, mene, če bi me kaj, bi me edin te kraji, sicer eni Tenerife hvalijo, drugi Gran Canaria. Se kamorkoli greš je v redu. Ja. Če zadaneš vreme, jaz mislim, da tam, glede na to, da greš kolesart, že težko ne uživaš. Okay, zdaj, če res lije, tako kot danes cel dan. Ja, tam ne, če greš lije, ampak so pa neki bolj vetrovni deli, pa neki bolj... No, ampak se pravim, ja, to je sigurno, ampak... Mi bomo itak zdaj začeli laufati na smučkah, če bo vse posreč tale vikend. Pol greva smučat, potem januarja spet na ene priprave skoraj za en teden, tek na smučeh v Italijo, tako da bomo malo tega. Marca imajo že Human Performance na Rabcu priprave, so jih danes objavili, tako da to greva tudi definitivno in že ko mi čakam, ker lani je bilo fenomenalno. To se moram pa letos jim uštuliti. Ja, dejno, ker res je dober. To res je priprava, dobra priprava. Tam se pa naredi kilometrov in lovše trenira in je ful dobro. Evo, zdaj ste izvedeli z prve roke, Human Performance Center, pejte se prijaviti. So že prijave pobirajo, v glavnem danes so objavili, da bo. Ja, mi da še kaj v telih treningih, a mi se že so kaj pozabila? Mislim, da ne, zdaj pa je tako, če koga res bolj konkretno zanima, se pravim, da se najboljš, da se vidi na stravi, se vse vidi. Lahko pa še kaj vpraša, pa bomo bolj res... Če kaj nisi odgovorila, no, sam je zelo težko, ker rečemo že jaz pa Petra imava, vsaj meni se zdi, različne treninge. Bolj mogoče zaradi tega, ker jaz si jih delam pač sam, Petra je malo bolj strukturirano, malo bolj s tehnično podporo itd. Jaz vem, da
na ta princip mogoče niti ne bi bil zmožen, ker me vse malo preveč v glavi pol obremenjuje in sem rajš tak, da sem sam mojster za vse. Tako da ja, morate malo sebe poznati, ker brez veze je nekomu tudi plačevati za treninge, če pol najprej jih ne delate tako, kot vam pravijo, delate nekaj po svoje, pač sam nar stran mečete in če ste radi vodeni, pol je super, da greste z nekim trenerjem, vi ne boste rabili nič razmišljati, točno poveste, kdaj imate čas unti stret in vam bo spisal tako treninge, da jih boste pač imeli na une dneve. Tisti, ki pa rajš mal, ko bi rekel, se hecate, pa se hočete mal, pa ja, sam se moraš mal tudi kaj podučiti. Meni je to ful dobro drugače. Ja, meni je ful dober primer. Ti rečemo, si se tudi dost naučila. Ne? Rečemo, ti bi mogoče zdaj tudi sama sebi že lahko neke treninge pa neki si sama pisala, glede na to, koliko časa si že tam. Sam pač tebi tudi to ti ustreza. Ne? Eni, ki pač iz nule štartajo, jaz vem, ko sem štartal, pač to si ne znaš FTP zračunati in podobno. Ne? Ja, seveda, jaz nisem vedela čistočen, kaj vse te stvari pomenijo. Ja. Za take stvari je ful dobro, da se gre do Human Performance Centra, ne vem, če še kje drugje to delajo, lahko FTP test se naredi zdaj tudi na Zwiftu pa na teh aplikacijah. FTP se da narediti, ja, tako da tisti... Saj zaradi tega, da veste, kako se pol nastavi tudi števci in vse ostalo, ker če nimate tega zračunanega, pol nič ne pomaga power meter, nič ne pomaga srčen utrip, nič ne pomaga, ker če niste v ta pravih conah, ja, lahko vse date v koš, pa gledate une cifre gor, samo vam nič ne pomenijo. Točno tako. Ja, nič, to je to za danes. To je to. Nič, evo, sončki, pejte na Proof Cycling, pa si kaj lepega kupite, če hočete podpirati kanal, imate subscription oziroma membership ali karkoli, 30 € pride, pa imate 5% opusta pol na vso opremo z izjemo koles. Tako da nič, do naslednjič, če imeli kakršen koli vprašanje ali pa da ste kaj poslali, pa jaz nisem posredoval Petri, zapišite spodaj v komentarje, pa naslednjič odgovorila. A ste nove majice že razprodal? Ne. Ne še? Ne. Hitrih naročite, sem jo že. Čak, nekaj sem še hotel povedati če vam je všeč to, da vam odgovarjava na vprašanja, čim več jih napišite spodaj, zato da bo mi imela celo zimo nekaj za komentirati. Tako da, evo, to je to. Do naslednjič, sončki, uživite. Čau. Čau. Evo.